V sredo 9. novembra 2016 je potekala 45. seja Državnega sveta Republike Slovenije. Bilo je kar 12 točk, pa vendarle je bilo 7 točk nekako skupaj povezanih v ta znameniti zakon Mr. Muskulo, ki ga je predlagal poslanec gospod Jani Möderndorfer. O tem je seveda malo več spregovoril državni svetnik gospod Verbič in pa seveda zakon tudi o centralnem kreditnem registru, o tem je spregovorila državna svetnica magistra Marija Lah. Sam osebno bi morda dodal samo še to, da so prišle 2 pobude državnega svetnika Dušana Strnada, ter da smo kot 10. točko obravnavali predlog resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji ter 11. točko predlog zakona o voznikih. Državni svetniki so dali nekaj predlogov, amandmajev, pa vendarle oba zakona in resolucijo v bistvu tudi podprli. Torej, danes smo v Državnem svetu razpravljali o predlogu o spremembah zakona o volitvah v Državni svet, predsednika države in podobno tematiko. Moram povedati, da tako kot je povedal predlagatelj, da je zadnji čas, da se to spremeni, vendar pa želja svetnikov ni bila enotna želji predlagatelja, zaradi tega, ker je to zelo pereča problematika in treba je biti zelo temeljit. In kar je tudi predlagatelj povedal, vprašanje je volitev v sami Sloveniji na vseh krajih, ki so, in ko bojo osnovo spremenili, potem se zna zgoditi, da bo tudi volitve za predsednika v Državni svet, v Državni zbor, zakon o poslancih, bo sprejet z določeno število glasov, tudi državnih svetnic in svetnikov. Državni svet Republike Slovenije je na današnji seji podprl tudi predlog zakona o centralnem kreditnem registru. V bistvu gre za nadgradnjo obstoječega sistema, v katerem je centralni kreditni register že obstajal za vse fizične osebe, sedaj pa se centralni kreditni register vzpostavlja tudi za pravne osebe. Svetniki smo bili mnenja, da je potrebno vso zakonodajo, ki gre v smeri preprečevanja nadaljnjih tveganj pri dajanju tako imenovanih slabih kreditov, podpreti in tako smo seveda podprli tudi ta zakon.